bogati postajajo vedno bogatejši, delavci pa ostajajo ujeti med prekarnostjo in revščino. Planet je vsak dan korak bližje uničenju, države pa bijejo bitke na neizprostnem trgu in v krvavih vojnah. Kjer nam obljubljajo blaginjo, se poraja finančna kriza in bojna pogorišča. Prava oblast pa ostaja skrita očem javnosti. Pri vsem tem Slovenija ni izjema. Kar smo imeli, smo razprodali. Slovenska družba se privatizira in polarizira, ustvarjajo se vedno večje razlike, možnosti, da bi posameznik odločal o svoji usodi, pa so vse manjše. Naša družba je razpeta med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. Delovna razmerja so iz dneva v dan bolj negotova, zdravstvene storitve postajajo plačljive, več kot 30 000 upokojencev pa prejema manj kot 500 evrov pokojnine. Nesposobni smo poskrbeti za tiste, ki so celotno življenje delali. Prepričujejo nas, da dostopno zdravstvo, varne zaposlitve in dostojne pokojnine niso več mogoči. Več kot ustvarimo, manj imamo. Dlje kot delamo, manj zaslužimo. In več kot vemo o svetu, bolj ga uničujemo. Zdi se, da civilizacija tone v vse brutalnejše barbarstvo. Vendar ne bomo ostali pri zgražanju in jedikovanju. Levica je edina, ki je zbrala pogum in voljo, da se zazre v oči stanju družbe. Edina je, ki vidi vzorec in strukturo za zamaskiranim obličjem. Edina, ki se zaveda, da nizka plača ni merilo posameznikove nesposobnosti ali lenobe, temveč razgalja nesposobnost in lenobo sistema. In v tem nismo sami. Po vsem svetu se prebuja zavest o alternativi obstoječemu sistemu. Iz leta v leto se množijo nova gibanja, širijo se protesti, na ulicah pa se zbirajo nezadovoljne množice. Vloga levice je oblikovati boljši svetovni nazor. Nihče ne bo opravil te naloge namesto nas. Zaradi nas se govori več o sociali in manj o podjetništvu. Zaradi nas se je dvignila minimalna plača in socialna pomoč. Zaradi nas revnejši otroci v šolah ne bodo lačni. Gradimo širšo fronto. Vzpostavljajmo pogoje za napredno družbo in za spremembo sistema. Levica pravi, da razredni boj še obstaja. Levica pravi, da nismo prepuščeni sami sebi. Levica pravi, naj ohranimo dostojanstvo. Kapitalizem ni več samoumeven kot zrak, ki ga dihamo. Svet je lahko boljši. Zahtevajmo več kot golo preživetje. Dobrodošli v Trbovljah. Trbovlje niso mesto, Trbovlje so stanje duha. Vsi elementi življenja na kupu, črnina, tema, zemlja, ogenj in zrak. In vse, kar je od človeka. Vdih, izdih, utrip, dvignjena pest, upor in tisti ošiljeni mat kurba, ki preklinja mati zemljo, da se je tako z lahkoto prodala. Vse to so Trbovlje. In Trbovlje so množinski samostalnik, ker v Trbovljah, v tem množinskem stanju duha, nas je več. Smo skupaj. Skupaj na šiht, skupaj na štrajk, skupaj v jamo, skupaj nad Orjuno, skupaj nad naciste, skupaj nad sistem. Skupaj za blaginjo, skupaj za tovariša, skupaj za Evropo ljudi, ne kapitala. Dobrodošli v Trbovljah. Stranke je za volilno komisijo, ki vodi postopke volitev za vse organe na državni ravni organiziranosti, izvolil Iztoka Majheniča, Blaža Vrhunca in Ivo Pater, ki jih zdaj vabi na oder. Bom predstavil, sam nekaj ne dela. A imaš linijski ali mikrofonski? Ne dela. Ustrezno sklepčnost po našem statutu, tako da lahko tudi uradno začnemo z našim kongresom.
Za delovno predsedstvo so predlagani Peter Direnbeck kot predsednik, kot član in članica Alenka Pirevec ter Matejo Bu in kot zapisnikarka Mateja Žižek. Prosim za njihovo potrditev z dvigom rok. Kdo je za? Tovarišice in tovariši, lep pozdrav, dobrodošli v Trbovljah. Najlepša hvala za potrditev in dobrodošli na drugem rednem kongresu Levice. Od predstavnika skupine za registracijo sem prejel podatek, da je kongres sklepčen. Preden nadaljujemo z uradnim delom kongresa in potrditvijo dnevnega reda, pa bi rad pozdravil na kongresu še tovarišice in tovariši iz tujine, in sicer mednarodni gostje Potere al Popolo, Italija, Partide Gauche, Francija, Akel, Ciper, Syriza, Grčija, Bloco de Esguerda, Portugalska, Left Summit, Srbija, UPSS, Niš, Srbija, KPO, Avstrija, Radnička fronta, Hrvatska, Rifondazione Italia, Esguerda Unida Španija, Evropska levica, podpredsednica Majte Mola, in eden od dveh volilnih kandidatov poleg naše Violete Tomić, Niko Kue. Tako, pozdrave, čestitke smo opravili, prehajamo na delovni del, in sicer na potrjevanje dnevnega reda. V potrditev predlagam sledeči dnevni red. Pod točko 1 izvolitev delovnega predsedstva ter potrditev dnevnega reda. Pod točko 2 uvodni govor koordinatorja stranke Luka Meseca. Pod točko 3 predstavitev liste in programa za evropske volitve. Pod točko 4 volitve organov stranke, torej svet stranke, statutarno, disciplinsko in nadzorno komisijo. Potem je predvidena pauza med 12:45 in 14. Potem nadaljujemo naprej po pauzi. Točka 5. Predstavitev in potrjevanje letnih poročil in volilnega programa. Pod točko 6. Razglasitev rezultatov volitev. Pod točko 7. Podelitev priznanj za minulo delo v stranki. Pod točko 8 bomo obravnavali, če to seveda sprejmemo, pobudo tovariša Boštjana Resnika za spremembo 38. člena statuta in pod točko 9 razno. Morda še opozorilo, da po pauzi med 12:45 in 14:00 drugi del našega rednega kongresa zapiramo za javnost. Toliko. Bomo to še obvestili. Zdaj,
Slišali ste dnevni red v 9 točkah, dajem na glasovanje in prosim, da z dvigom rok, torej kdo je za, kongres potrdi dnevni red. Lahko pridemo na drugi del, kdo je proti. Tudi za vzorc ni nobenega. Se kdo vzdržal? Ne. Ugotavljam, da je sklep potrjen. Soglasno sprejet. Prisotni seznanjamo, da ste danes tisti, ki ste se elektronsko prijavili na kongres, že prejeli navodila in glasovalno kodo na vaš elektronski naslov. Če želite, lahko glasujete že od tega trenutka naprej. Po predstavitvi kandidatov in kandidat za organe stranke pa bo omogočeno glasovanje tudi v avli na glasovnih postajah. V primeru, da imate težave z dostopom ali pa elektronskega sporočila niste sprejeli, se obrnite na info točko v avli, ki vam bo pri temu pomagala. Za tiste, ki elektronske pošte nimate, pa so na voljo tudi fizične glasovnice. Po predstavitvi kandidatov in kandidat za organe stranke se zglasite na info točki. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je uvodni nagovor koordinatorja Levice. Prosim, mesec. Še enkrat. Tovarišice in tovariši, pozdravljeni. Današnji nagovor bom začel z dogodkom izpred enega leta. Konec aprila lani, ko smo v parlamentu po 4 letih vztrajanja dosegli zvišanje socialnih pomoči, mi je sledilec Erik na Facebooku napisal naslednje sporočilo. Citiram: Bravo mesec, lenuhom ste dali 88 evrov, delovnemu narodu pa 25. Vsaka vam čast, še jutri bom dal odpoved. Konec citata. Lahko si predstavljate, da to takrat ni bilo edino sporočilo te vrste, kar je logično. Celo desetletje smo spremljali grozljiva poročila o revščini, o ljudeh, ki hodijo na hrano po Rdeči križ, o ljudeh, ki živijo v mrazu, pa si ne morejo privoščiti kurjave, o ljudeh, ki jim odpada vmet ali pa ki so zboleli in ne morejo več delati. Kljub temu so ob dvigu socialnih pomoči za reveže šli vsi v zrak. Na desnici so zagnali propagando, da podpiramo lenuhe, kot da je revščina nekaj, za kar se človek odloči. Ministrstvo za delo je govorilo, da se ne bo več splačalo delati, kot da je v 21. stoletju edini motivator za delo prazen želodec. Državni svet pa je zbiral podpise za veto na zakon, namreč zaradi pomoči revežem naj bi zmanjkalo denarja za ceste. No, Eriku sem takrat odgovoril naslednje. Erik, pozdravljeni. Dvig socialnih pomoči je glavna spodbuda za dvig plač. Ljudem se ne sme splačati delati za 400 evrov, 500 evrov. Delodajalci, ki se preživljajo z izkoriščanjem, bodo morali ponuditi boljše plače ali pa zapreti vrata. Zato se tudi ob dvigu socialnih pomoči že 2 leti borimo za dvig minimalne plače na 700 evrov, kar bo ena od naših glavnih zahtev pri pogajanju o naslednji koaliciji po volitvah. Odgovoril mi je: Rad bi verjel vašim besedam, ampak po letih praznih obljub in razočaranja človek ne verjame več nikomur, razen samemu sebi. To se mi zdelo razumljivo, od politikov smo se namreč vsi v zadnjih 25 letih kar nažrli praznih obljub. No, pred par dnevi mi je Erik pisal ponovno in napisal takole, citiram: 1. maja 2018, ko sem od vas dobil odgovor o minimalni plači, mu nisem verjel. Do zdaj. In nadaljeval: z vsem spoštovanjem, hvala, da ste edini, ki držite besedo.
Besedo smo držali, to postaja zaščitni znak Levice. Po dvigu socialnih pomoči smo do novega leta poskrbeli še za dvig minimalne plače. Letos se je dvignila s 638 na 667 evrov, čez 10 mesecev bo postala obljubljenih 700, glavni korak pa bo storjen leto kasneje, z novim letom 2021, ko v veljavo stopi formula, da minimalna plača nikoli več v Sloveniji ne bo smela biti manjša kot 20% nad minimalnimi življenjskimi stroški. Tako smo, odkar smo se zadnjič srečali v Kinu Šiška pred enim letom, položili dva temeljna kamna na poti v demokratični socializem. Prvič, vsak, ki dela, mora biti za svoje delo dostojno plačan, in drugič, nikogar, ki ne more več delati, država ne sme pustiti na cedilu. To je po naši zaslugi v Sloveniji poskrbljeno. Tovarišice in tovariši, z malo zamude sem nam vsem skupaj dolžan voščilo. Naša stranka je namreč pred točno enim tednom praznovala 5 let. Zato mi dovolite, da se vam na tem mestu najprej zahvalim. Za vse, kar smo v zadnjih letih skupaj preživeli, za vse vašo aktivistično delo, za pobude in programske predloge, za vse tiste dneve, popoldneve, vikende in večere, ko bi lahko bili prosti, pa ste se odločili, da boste vlagali v stranko. Za vso potrpežljivost, ki ste jo izkazali, predvsem pa za vse upanje in energijo, ki jo tej stranki dajete. Levica, tovarišice in tovariši, to ste vi. Ko smo pred 5 leti, torej 1. marca 2014, ustanavljali koalicijo Združena Levica, smo gradili stranko okrog 3 premis. Prvič, da bomo v nasprotju z neoliberalnimi strankami mi stali na strani delavstva, revnih, ponižanih in razžaljenih. Drugič, da v nasprotju z levoliberalnimi strankami to prizadevanje pri nas ne bo samo fraza, ampak namen, zaveza in obljuba. In tretjič, da bomo obstoječ neoliberalno-kapitalistični družbeni red izvali z novim političnim konceptom, ekološkim in demokratičnim socializmom. Kot je zaznal Erik, ki mi je prvič pisal z veliko skepso in tistim sentimentom, vsi politiki ste isti, smo se doslej vseh teh premis držali, čeprav so dvomili v nas. Leta 2014 nam ni nihče verjel, da lahko uspemo. Spomnim se, da je nek komedijant se na radiju šalil, da smo neki politiki iz gozda. Pa smo v nasprotju z njegovim omalovaževanjem bili za tem presenečenje na prav vsakih volitvah, ki smo se jih udeležili. Preživeli smo vse porodne krče in zgolj po 5 letih postajamo ena od najvplivnejših strank v tej državi. Kljub uspešni prvi 5-letki naše stranke pa smo, predvsem zaradi naše drugačnosti in mladosti, še vedno stalno deležni pokroviteljskih pripomb in paternalističnih pogledov, ki jih lahko opazite vsakič, ko prižgete TV. A nanje se ne bomo ozirali, pač pa bomo polja boja razširili in pokazali, da zmoremo čedalje več, da smo iz meseca v mesec močnejši. Z vlado smo prav ta teden, par dni pred kongresom, sklenili sporazum, s katerim se postavljamo na čelo boja proti prekarnosti, reševanja stanovanjskega problema, dviga davkov na kapital, ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem pa smo v sporazum zapisali še, da se bo vlada končno lotila pokojninske reforme, ki bo poskrbela za dostojne pokojnine vseh, tudi tistih 78.000 upokojencev, ki so bili omenjeni na začetku in kljub 40 letom dela živijo pod pragom tveganja revščine, da se bo prenehalo z razprodajo državnega premoženja in ustanovilo demografski sklad, ki bo s tem premoženjem dolgoročno in odgovorno upravljal, in da se bo izvedla davčna reforma, ki ne bo, tako kot vse doslej, razbremenjevala bogatih, bremen pa valila na srednji razred in na revnejše,
ampak bo pravičneje obremenila bogate in kapital. Postavili smo se na čelo reševanja teh problemov, o katerih se v slovenski politiki govori že leta, desetletja, četrt stoletja. Zaradi tega nas spet nekateri označujejo za pravljičarje, vsaj tako berem na Twitterju. Odgovoril bom z Eleno Ferrante, avtorico genialnega neapeljskega cikla, ki pravi takole, citiram, v pravljicah ljudje delajo, kar hočejo, v resničnem življenju pa delajo tisto, kar lahko. Konec citata. Skeptikom zato odgovarjam z njeno parafrazo. V Levici delamo tisto, kar bi slovenska politika zadnjih 25 let lahko delala, pa ni. In dodajam, delamo tisto, kar bi slovenska politika zadnjih 25 let morala delati, pa ni. Zato lahko danes mirno rečemo, da se tej stari politiki čas izteka. Trbovlje, ki niso mesto, ampak stanje duha, kot smo slišali v uvodu, so bile z celotnimi reviri, ki jih obdajajo, za nas levičarje vedno vir navdiha. Ti knapovski kraji, ki so nastali zaradi premoga, med njimi cementarno in elektrarno, pa se je spletlo trdo, sajasto, proletarsko življenje, so se v naš kolektivni spomin zapisali svojo nepopustljivo revolucionarnostjo. Tu se je prvič na Slovenskem praznoval 8. marec, ki smo ga praznovali včeraj, v Trbovljah prvič leta 1911. Prav na mestu, kjer danes stoji delavski dom, je prišlo do prvega spopada med Orjuno, jugoslovanskimi nacionalisti in komunisti. Tu je bila leta 1937 ustanovljena Komunistična partija Slovenije, ki je le 4 leta po svoji ustanovitvi postala vodilna sila v zmagoviti osvobodilni fronti. Kljub temu, da je bila država, ki so jo postavili po vojni, proletarska, so se knapi upirali tudi tej. Trbovlje so namreč kraj, kjer se je zgodil prvi štrajk v Jugoslaviji. In ne nazadnje, v revirih so se rojevali umetniški projekti, ki so se v 80. letih postavili na čelo prizadevanj za demokratizacijo takratnega jugoslovanskega komunizma, jugoslovanskega socializma. Zgodovina je tako zasavske knape izbrala za svojo avantgardo. In ponosen sem, da sem prav tu v Trbovljah bil prvič izvoljen za poslanca in ponosen sem, da prav tu z današnjim kongresom pišemo prvi list v poglavju evropske zgodbe naše stranke Levice. Tako kot so uporni knapi spreminjali Slovenijo, moramo mi Evropo. Večina težav, ki nas pesti zadnje desetletje, namreč ni toliko slovenskih, kot so evropske. Reševanje bank z milijardami proračunskega denarja ni bil slovenski, ampak evropski problem. Varčevalni ukrepi niso bile slovenska domislica, ampak evropska. Vzpon nacionalistične desnice, ki je reakcija na te evropske probleme in je razumljiva, ker na odločanje v EU državljani in državljanke nimamo resničnega vpliva, nacionalistična desnica seveda predlaga umik nazaj v nacionalne okvirje. Vir problemov je torej nedemokratičnost EU. Ta nas državljanov ni nikoli vprašala, ali se strinjamo, da krizo, ki je države niso povzročile same, rešujejo same in to z milijardami svojega proračunskega denarja. V Evropski uniji nismo imeli nikoli izbire, ali hočemo varčevalne ukrepe ali ne. Tudi če je bila v državi izvoljena vlada, ki jih je zavrnila, so ji v Bruslju zvili roke in jo prisilili, da dela obratno. Še pomnite Grčijo, tovariši. In nikoli nas niso v Evropski uniji vprašali, ali se strinjamo s tem, da se nasedle banke in sklade rešuje tako, da se države zadolžujejo pri bankah in skladih. Samo leta 2009 so tako države, da bi rešile banke in sklade, pri bankah in skladih najele za 400 milijard evrov dolga. To je Evropa,
finančne oligarhije, ki nam vlada preko institucij, na katere državljani nimamo nobenega vpliva. In na evropske volitve gremo, da zavrnemo tako Evropo, na evropske volitve odhajamo s 3 glavnimi zahtevami. Prvič, za demokratično Evropo. Evropo, ki nas bo državljani in državljanke vprašala, kako želimo živeti in delati. Evropo, ki se ne bo na nas obrnila samo s kakšnimi PR akcijami, kot je tista potem, ko 10 let delajo vse po svoje, nas vprašajo, ali hočemo zimski ali poletni čas na uri. To ni demokracija, to je farsa demokracije. Pa seveda, da se ne razumemo narobe, sem za poletni čas. Drugič, na evropske volitve odhajamo zahtevo za socialno Evropo. Evropa se ne sme graditi okrog fiskalnih pravil in skupne vojske, ampak na skupnih socialnih standardih. Namesto, da Evropa svoje države sili v tekmo do dna, torej katera bo ponudila nižje davke in manjše plače, da bo bolj privlačna za investicije finančnih trgov, je treba narediti obratno. V Evropi je treba postaviti minimume, minimalne obdavčitve, minimalno skupno plačo, minimalno skupno varstvo delavcev in zaposlenih. Evropa, če hoče preživeti, mora postati tisto, kar nam je obljubljala, da bo, ko smo se ji pridruževali, torej varuh evropskih socialnih držav, ne pa njihov grobar. In tretjič, na evropske volitve odhajamo za zeleni New Deal. V Evropi se je kriza, ki bi lahko bila rešena v 2 letih, vlekla praktično celo desetletje. Vzdušje je zato razumljivo pesimistično in paranoično. Tudi zdaj, ko nam gre relativno dobro, je v našem pogledu v prihodnost, ko razmišljamo o letu 2022-2025, predvsem nek strah pred novo krizo. V Evropo je zato treba vrniti upanje in zato rabimo ambiciozen načrt. V Levici se, skupaj z evropskimi tovariši in tovarišicami, ki so nas danes obiskali, prizadevamo za zeleni New Deal v Evropi, to je obsežen investicijski načrt za zeleno prenovo, ki bo prvič dokončno odpravil pesimistično vzdušje, drugič Evropo pravočasno pripravil na spopad z morebitno novo gospodarsko krizo in tretjič, to je glavno, predvsem Evropo pripravil na pretečo podnebno in okoljsko krizo, ki bo največji izziv človeštva v našem stoletju. Tovarišice in tovariši, na EU volitve se podajamo, da Evropo reformiramo, preden bo prepozno. Da izborimo Evropo, kjer ne bo, kot pravi Erik, le praznih obljub in večnega razočaranja, ampak upanje in optimizem v prihodnosti. In upanje v letu 2019 je tisto, o čemer smo začeli govoriti pred 5 leti, ko smo se prvič zbrali. Demokratični, ekološki in socialistični preporod. Tako v Sloveniji, tako v Nemčiji, tako v Franciji, tako v Britaniji, tako na obeh straneh Atlantika. Naj živi svetovna revolucija. Upor proti neznosnim delovnim razmeram, izkoriščanju in brezpravju delavcev je čikaško delavstvo v začetku maja 1886 pripeljal na ulice. Zahtevali so boljše možnosti za delo in življenje, predvsem pa uzakonjen 8-urni delovnik. Evropa je spala, samo po tvornicah, samo po rovih delavci, beli in črni so delali v noč. Samo po tvornicah, samo po rovih strojev hrumenje. Delavci, beli in črni, tiho gradijo. Boj za človeka, dostojno življenje delavstva, izboljšanje delovnih in življenjskih razmer in pridobitev političnih pravic je težak, poln spopadov z oblastmi, ki so varovale kapitaliste. In le počasi, korak za korakom si je delavstvo izborilo pravice, ki so danes bistvo deklaracije o človekovih pravicah in evropske sindikalne listine. Pravice, ki se, vsaj v Evropi, zdijo samoumevne.
splošna volilna pravica, brezplačno osnovnošolsko izobraževanje, medijska svoboda, socialna varnost so rezultat trdega boja delavstva. Nič, prav nič delavcem ni bilo podarjenega. Nikjer. Ne v svetu, ne v Evropi, ne v rdečih reverjih, kjer so rudarji ta boj poosebljali. Rajši hlapčujemo in sanjarimo, kakor da bi živeli in si vladali. V času, ko nas tepe bič evropskih imperializmov, poklekamo pred Boga in molimo za svoje pravične gospodarje. Sužen hlapec! Sužen Hlapčevič, hlapec! Sužen Hlapčevič, hlapec ponižni! Sužen Ovčarski! Janez ponižni, strahopetni, velepotezni! Politika hazardira z momentom, računa na neorientiranost, daje pristašem politične obljube. V njej plitki enodnevnosti prevladuje nizkoten boj za nizkotne cilje. Umetnost je religija modernega življenja. Umetnost nam odpira vrata v pravo življenje. Odstira zaveso pred neznanim, ki se skriva za vsakdanjostjo. Trenutke išče in v trenutku sporno življenje. Doživi ga. Ni bistveno, da iščemo v umetnosti večne lepote. Bistveno je to, da v njej spoznamo človeka, da v njej doživimo življenje. Naj sovraži, naj ljubi, naj zaničuje, ubija, obupuje. Naj bo karkoli. Vedno čutiš. To je človek. Resnični človek. To so bili člani Mladinskega gledališča Svoboda Trbovlje z besedami Srečka Kosovela. Sem Sašo. Živim v Ljubljani. Sem raziskovalec na Fakulteti za družbene vede. Sem Ana, prihajam iz Kranja. Po izobrazbi sem politologinja in zaposlena na Mladinskem svetu Slovenije. Ime mi je Daniel. Violeta Tomič. Lauron. Urška. Luka Mesec. Prihajam iz Jesenic. Ljubljana. Maribor. Lenart v Slovenskih Goricah. Po poklicu sem organizatorka gostinstva in turizma. Zadnjih 5 let sem poslanec Levice v Državnem zboru. Univerzitetni profesor. Sociologinja. Samostojni podjetnik. Kandidirati sem se odločila za boljšo prihodnost vseh nas. Kandidiram, ker Evropa vse bolj krči prostor demokratičnega odločanja in državam vsiljuje neoliberalne politike. Evropo obrnimo na glavo. Razvoj zavesti. Glas mladih. Manjšine. Stanovanja. Drugačna Evropa ni le možna, ampak je nujna. Lista Levice za evropske volitve. Luka Mesec, Alma Rekić, Lovro Centrih, Urška Lipovš,
Daniel Rebolj, Ana Štromajer, Sašo Slaček in nosilka liste špicenkandidatka Evropske levice Violeta Tomić. Drage tovarišice in tovariši, spoštovani gostje iz celotne Slovenije in Evrope. Dobrodošli na našem kongresu. Pet let je od takrat, ko smo se prvič zbrali prav tako kot danes pred evropskimi volitvami. Pot, ki smo jo v teh 5 letih prehodili, nikakor ni bila lahka. Ampak združeni iz vsake preizkušnje izhajamo močnejši. In le kako bi lahko bilo drugače. Levica je nastala kot upor. Upor proti neoliberalnim politikam sredine in populizmu skrajne desnice v času, ko so nas pestili najostrejši varčevalni ukrepi. Upor, ki je hkrati nosil upanje, da je drugačna, boljša prihodnost mogoča. Ko se je kapitalizem znašel v največji krizi po drugi svetovni vojni, so nam evropski birokrati in njihovi domači zastopniki žugali s prstom in nam govorili, da smo živeli preko svojih možnosti in da moramo zdaj varčevati. Ukazovali so nam, naj privatiziramo, nižamo plače in režemo socialno državo. Prepričevali so nas, da kapitalizem nima nobene alternative. Ampak alternativa je vedno obstajala. Alternativa je demokratični in ekološki socializem. Alternativa je levica. Socialistična alternativa pa se ne prebuja le v Sloveniji, celo v samem srcu kapitalizma, v Združenih državah Amerike, demokratični socializem postaja sila, ki zahteva blaginjo za vse, ne le za peščico. Kriza je namreč še bolj zaostrila temeljna protislovja kapitalizma, ki ogroža obstoj človeštva in planeta. Medtem, ko smo mi bili prisiljeni zategovati pasove pri plačah, sociali, pokojninah, zdravstvu, šolstvu, se je na drugi strani število multimiliarderjev podvojilo. Izčrpavanje naravnih virov in brezdušna gonja za dobičkom nas je oropala zdravega življenjskega okolja. Priča smo uničevanju oceanov in pragozdov. Na svetu ni več niti enega samega kotička, ki ne bi bil onesnažen s plastiko. Globalno segrevanje in klimatske spremembe ustvarjajo vse več in več podnebnih beguncev, ki so prisiljeni zapuščati svoje domove, ker tam zaradi suš in vse prepogostejših naravnih katastrof ne morejo več živeti. In če ne ukrepamo takoj, bo to usoda, ki bo doletela celotno človeštvo. Imperialistične vojne uničujejo države, ki so bogate z rudo in nafto in se niso hotele ukloniti diktatu kapitala. In ravno te vojne so v beg pregnale na milijone beguncev iz njihovih porušenih domov. In kljub temu, da imamo na svetu že toliko orožja, da bi lahko 5-krat uničili celoten planet,
se oboroževalna tekma še vedno nadaljuje. Tudi Slovenija sodeluje v tej igri. Za potrebe NATO je pripravljena zapraviti 100 milijone evrov, namesto da bi jih vlagala v mlade, v znanost, v razvoj. Nezadovoljstvo državljanov Evrope se kaže v vedno večji nestrpnosti do drugačnih, do beguncev, do manjšin, do žensk. Po Evropi se zopet plazi pošast fašizma. Zbudila jo je gospodarska kriza, hranili pa so jo varčevalni ukrepi, ki so še povečali razlike med revnimi in bogatimi državami ter med revnimi in bogatimi prebivalci. Mnogi zaposleni ne morejo preživeti od svojega dela. Ampak vse to mi lahko spremenimo. Vemo, kaj je narobe in vemo, kaj je potrebno narediti. Zakaj je Evropa danes takšna, kot je? Ne zato, ker bi si to želeli njeni prebivalci. Dvomi v Evropo, ki jo poznamo danes, so posledica odsotnosti pravice državljanov Evropske unije o odločanju o ključnih zadevah. Celo njihovi izvoljeni predstavniki v Evropskem parlamentu imajo bore malo besede. Evropski uniji trenutno vladajo neizvoljeni birokrati Evropske komisije, njim pa narekuje tempo kar 80 000 različnih lobistov, ki obkrožajo Bruselj. Bolj kot izvoljeni predstavniki ljudstva, Evropo vodijo korporacije in multinacionalke. Njim so podrejeni vsi zakoni, požvižgajo pa se na delavske, okoljske in socialne standarde. Edino, kar šteje, je profit. Mi pa verjamemo v drugačno Evropo. Takšno, ki bo prijazna do vseh svojih državljanov in državljank. In takšno, ki bo zagotavljala pravično porazdelitev bogatstva, od bogatih revnim in od centra k periferiji. Verjamemo v Evropo, kjer ne bo davčnih oaz in bodo najbogatejši pošteno plačevali davke. Evropo, ki bo upoštevala delavske, socialne in okoljske standarde. Evropo, ki bo imela zeleni New Deal in ki bo stremela k polni zaposlenosti. Evropo, ki bo namesto v skupno vojsko vlagala v skupno infrastrukturo in v razvoj. Hočemo Evropo, ki bo trgovinsko politiko oblikovala tako, da na njenih policah ne bo izdelkov, ki so narejeni z otroškim ali suženskim delom ali z uničevanjem oceanov in pragozdov. Zahtevamo Evropo, ki si bo postavila najvišje cilje pri boju proti podnebnim spremembam. Evropo, ki bo mirno reševala spore in vodila politiko neumešavanja v notranje zadeve tretjih držav Evrope. In Evropo, ki bo solidarna in socialna. Te spremembe niso le možne, ampak so nujne, če hočemo ohraniti Evropsko unijo. Danes stojimo na razpotju. Ali bomo Evropsko unijo spremenili, ali pa je ne bo. Zato gremo v Levici na evropske volitve, da pokažemo, da je drugačna Evropa možna. Da dokažemo, da je Evropa lahko spoštljiva, solidarna, da je lahko napredna, demokratična in okoljska. Da na prvo mesto postavimo človeka in njegove potrebe. Da ustvarimo Evropo ljudi, ne kapitala.
Drage tovarišice in tovariši, to je lista Levice za evropske volitve. Špicen kandidatka Evropske levice Violeta Tomić, Luka Mesec, Alma Rekić, Lovro Centrih, Urška Lipovš, Danijel Rebolj, Ana Štromajer in Sašo Slaček, ki ga zdaj vabimo k besedi, koordinator programske skupine.